Če želite napovedati, da boste kandidirali za predsednika, tega verjetno ne bi smeli storiti na najbolj neprijeten, sramoten, grozen, odvraten način, kar je pravkar naredila AOC. In ko rečem, fantje, ta video je zagotovo ena njenih najbolj izkotnih samopromocijskih trikov doslej. Ne vem, če pretiravam. Ne bodite čudni glede tega, čeprav vem, da boste. V redu vsi skupaj. Mislim, zakaj bi bili čudni? Zakaj bi bili čudni glede dejstva, da si vbrizgavaš injekcije, da bi shranila svoje jajčice za prihodnost, ko si 36-letna zaročena ženska, ki je zaročena že 4 leta. In povedala sem vam, da je to reklamni trik, da bo lahko napovedala, da želi kandidirati za predsednico. Samo počakajte. Deko in jaz. Prvi dan zamrzovanja mojih jajčec. Spuščam se v ta postopek in zdaj imam... Poglejmo, vsa ta zdravila tukaj. Ta ženska je prava genika. Poleg tega, poleg dejstva, da je zamrzovanje jajčec ena največjih in najhujših prevar, ter stvari, ki so ji ženskam povedali, da so povsem v redu, kot na primer zamrzni svoje jajčeca pri 37 ali 36 letih, kar bi jo mimogrede že uvrstilo med geriatrične nosečnice in vse bo v redu, ker lahko imaš otroke kasneje v življenju, to ne bo vplivalo ali škodovalo tvoji nosečnosti. To je napačno, to je laž. Ženske bi morale začeti imeti otroke vsaj pri 20 letih in ne odlagati svojega življenja, svojih karier. Ampak razlog, da to počne in razlog, da je to samopromocijski trik, je prav zaradi tega. Tukaj napoveduje, kljub temu, da je 36 ali 37-letna ženska, ki je zaročena že 4 leta, da odlaša z rojstvom otrok, kar je neumno in noro. In samo pokaže, kje so njene prioritete, ker ima nekaj zelo velikega v načrtu in zaradi političnega ozračja, kar v bistvu pomeni. Fantje, sporočam vam vsem, da želim postati predsednica, vendar bom zaradi tega postavila svoje otroke na stranski tir. Najprej si bom to ubrizgala, ampak sem dobila dober nasvet od prijateljice, ker je ta injekcija kar malo peče, malo tudi žge. Tako mi je prijateljica povedala, da če najprej narediš prvo injekcijo, jo pustiš stati med tem, ko pripravljaš, med tem, ko delaš svojo. A veš, kako genialno je to? Veš, zakaj je to tako pametno? Najprej vsem sporoča, jaz sem ženska. Jaz sem ženska. Jaz sem ženska, sem ena izmed vas. Moram početi stvari, ki jih morava početi ti in jaz. Seveda pa s tem sproža veliko polemik in pogovorov. Pri čemer lahko potem reče, poglejte, jaz sem definicija tega, kaj pomeni biti feministka. Želim imeti vse in moram postaviti svojo državo na prvo mesto, tudi če to pomeni veliko osebno žrtvovanje. In poglejte, počnem nekaj medicinskega in vse to počnemo skupaj, ker ja, peče. Si to že kdaj doživela? Ja, smo, res smo. Smo nova doba groznih žensk, ki mislijo, da lahko vodimo svet z groznimi idejami. Ampak poglej, kako se ti priljubljam. Poglej, kako ti kažem, da ti in jaz sva si podobni. Delava iste injekcije in malo boli in malo sem živčna, ker to počnem, ampak to morava narediti za skupno dobro. Iskreno, spet je to genijalen publicitetni trik, ampak to je Alexandria Ocasio-Cortez. Zelo dobra publicitetni trik brez kakršnekoli vsebine v ozadju. Še kaj drugega, mogoče malo manj peče, ne vem, ampak očitno tega ne počnem v živo zdaj. Si lahko predstavljaš? Nisem se hotela preveč motiti s tem, da bi bila v živo, ker si vbrizgavam stvari. Mogoče kasneje. Mogoče, če bom postala profesionalka v tem, bom to naredila. Mislim, dejstvo, da ženska političarka misli, da bi morala zamrzovanje svojih jajčec prenašati v živo, ti pove, kako daleč smo prišli. In še enkrat, rada bi vse spomnila. Dejstvo, da lahko ženske v določenih situacijah zamrznejo svoja jajčeca, je neverjetno. To je medicinski čudež. Ampak to, kar se je zgodilo, je popolna normalizacija tega, da ženske odlašajo imeti otroke, dokler ni medicinsko zelo zapleteno, da bi jih imele. To ni zdrav način. In ženske bi morale poskušati imeti otroke na naraven način, kolikor je le mogoče. Seveda pa je za ženske, ki tega ne morejo, to resnično rešilna možnost. Ampak pomisli, 4 leta si že zaročena, da imaš 36 ali 37 let. Spet, videla sem, da različni ljudje omenjajo različne starosti. In misliš, da so tvoji politični ideali, tvoje politične sanje, pomembnejše od tega, da spraviš otroke na svet, samo da pokažeš, kako globoko sebična si. Mislim, celoten ta sistem, v katerem so ženske potisnjene v kariero, preden imajo otroke, jim to ukrade. Sposobnost, da imaš otroke, ko si mlada, ko si polna energije, ko si živahna in potem kasneje malo zgradiš svojo kariero. To je veliko bolj naraven, človeški način, da ženske delujejo in delajo. Imeti otroke do 40. leta in potem pri 40-ih pojdi ven in si ustvari življenje. Ko si bolj inteligentna, modrejša, ko si že toliko naredila za druge, ko si ustvarila celo družino. Mislim, to je čudež biti človek. To je dobesedno izkrivljanje tega. In ni presenečenje, da je to oseba, ki jo želijo demokrati predstaviti kot svojo naslednjo politično kandidatko.
Morda bi morala začeti ASMR kanal o zamrzovanju jajčec. Zakaj so to prepovedali na YouTubu? Ni smešno. Torej je to Ona je tako nerodna. strahopišnost. V bistvu raztapljam ta prašek. V redu, poglej. Tole, prav. Veš, to je tudi malo žalostno. Kje je njen mož ali njen zaročenec v vsem tem? Zamrzne si jajčeca, da bi mu dala otroke. Kje je mož? Ne, ta ženska bi to raje naredila kot publicitetni trik na spletu, posnela video o tem, namesto da bi to naredila tako, kot bi moralo biti. Ali pa sploh ne, ker tega sploh ne bi smeli početi. Ne bodi čudna glede tega. Čeprav vem, da boste vse čudne glede tega. V redu. Ne bom vam lagala, imam boljše stvari za početi, kot pa gledati, kako AOC ubrizgava nekaj v svoj ogaben, odvraten trebuh. Resnično me to sploh ne zanima, ampak je grozno. AOC začne postopek zamrzovanja svojih jajčec. Namiguje na miselnost za leto 2028. Mislim, da je to drzna poteza. To je narobe. Prav, fantje, narobe je, da to promovirajo. In vse, kar ona reče, je laž, manipulativno in napačno. Mislim, samo poglejte tole. Moje zavarovanje ne pokrije niti centa za to. Vse moram plačati iz lastnega žepa. Ne šteje v mojo franšizo. Nič. Ne krije ničesar. Torej, obstajata dva glavna vira stroškov. Ne plačaš samo enkratnega zneska zdravniku. Vidite, tukaj uspe nekako upeljati socializem. Poglejte, kako grozno je. Poglejte, kako drago je zame. Mimogrede, v tem videu se pritožuje, da je leta varčevala za ta postopek zamrzovanja jajčec, ki je stal $8,000. Laži. Plačaš za zdravila, nato pa še svoji kliniki in za postopek. Torej sta dva stroška. Nekateri kraji so zelo dragi. Jaz grem v eno ustanovo v New Yorku, ki posebej pripravlja možnosti za ženske, ki nimajo zavarovanja, ki bi to pokrivala. In tako bo moj skupni znesek osebno zame verjetno med 8 in 9 tisoč dolarjev. Drugi del tega pa je dejanska klinika, postopek in vaš izvajalec. In veliko klinik tega dejansko od vas sploh ne zahteva. Preprosto ne razumem, kako ljudje poslušajo in si Da mislijo, plačam v ja, enkratnem hoče me poslušati znesku. za vedno. Dolgo sem varčevala za to. Taka lažnivka si. Nisi dolgo varčevala za $8,000. Zakaj se sploh pretvarjaš, Aleksandrija Ocasio-Cortez, da si dolgo varčevala za $8,000? Zakaj se pretvarjaš? In zato sem preprosto plačala za to v celoti po letih varčevanja, ampak obstajajo klinike. Ali vidiš to? Vidiš manipulacijo. Dobesedno samo manipulacijo. Kot da je tako drago. Vsa ta grozna retorika. Pred kratkim sem v svojem življenju delala kot natakarica v središču Manhattna in že sama misel na to me je popolnoma ohromila. In potem, ko to dejansko združiš z vso to grozno retoriko, ki jo kot ženske poslušamo v družbi o naši plodnosti in podobno, zelo hitro se počutiš ohromljeno in kot da si zatajila. Kot da, če si tega ne morem privoščiti ali če si to lahko privoščim, bom imela negativne posledice. In jaz, punce, nimam nobenega problema s tem, da ženske gredo in zamrznejo svoja jajčeca iz zdravstvenih razlogov, ampak ne kot izgovor, da lahko napredujejo v svojih političnih karierah in ne gradijo življenja, ki bi ga morale živeti. Oprostite, to je moje mnenje, če vam ni všeč, me lahko tožite. Ženske bi morale dati prednost temu, da postanejo mame in graditi kariere, ki so s tem združljive. To je čudovito. Ampak biti star 36 let, imeti zaročenca, s katerim si zaročena že 4 leta in se še vedno nisi poročila, in se odločiti, da boš zdaj zamrznila svoja jajčeca. Zakaj? Da boš lahko mama pri 45 letih. Kaj za vraga? Oprostite, to je narobe. To je narobe. In to je del te miselnosti, iskreno, da si zaslužen v kulturi, ki je bolj pomembno, da si za njih produktiven stroj, kot pa da bi jim bilo res mar zate, za tvoje dobro počutje, tvoje zdravje, tvojo srečo in srečo tvojih otrok. Bodimo glede tega zelo jasni. Statistika o tem, kaj se ti lahko zgodi, če imaš otroka kasneje v življenju in kaj se lahko zgodi temu otroku, je nora. In zavajajo te, prodajajo ti, da je v redu pri 38 letih. Poglej, če si nekdo, ki nikoli ni našel svojega partnerja in si vedno upal, da se bo to zgodilo naravno, zdaj pa si na točki, ko ugotavljaš, da to ni več možnost, v redu, pojdi in zamrzni svoje jajčeca. Ampak ne, če imaš že 4 leta moža ali zaročenca ob sebi in to počneš samo zaradi svoje lastne udobnosti. To je problem pri tem in jaz sem proti temu. Mislim, ljudje se zelo norčujejo iz nekaj, ne? To je video ustvarjen z umetno inteligenco. Rekli so mi, da bi bilo zamrzovanje mojih jajčec dobra ideja za kandidaturo leta 2028. Ne morem verjeti, da tega ne počne več ljudi. Ja, vsi se samo norčujejo iz enih kampanj.
Tako je nerodno, kaj ne? Že leta z istimi fanti. To je od Ali Vastavski. Ni razloga, da še ne bi imela otrok. Zdaj bo. Za otroka potrebovala IVF ali nadomestno materinstvo, kar vedno prinaša etična in zdravstvena tveganja, ki jih mora otrok nositi. Zelo redko je, tudi z zamrzovanjem jajčec in IVF, da ženska zanosi po 40. letu. Večina zarodkov, ki jih ustvari, nikoli ne bo gledala luči sveta. Namenoma preložiti materinstvo v 40. pomeni odvzeti možnost, da bi njeni otroci poznali svoje stare starše. In verjetno tudi možnost, da bi njeni vnuki poznali njo. To je sebično. Zamrzovanje jajčec je zelo škodljivo za tvoje zdravje. Poveličuje laž, da lahko ženske imajo vse. Ne moreš. Biologija je resnična in način, kako si uredi življenje, določa tvojo prihodnost. Ali ima tukaj popolnoma prav? Ker imajo nekateri s tem težave, sledi preprosta razlaga. Ni nič narobe, če mama sprejme otroke kasneje v življenju. Tako se je pač išlo. To je lepo. Veliko žensk, ki bi si želele poročiti in imeti otroke prej, tega ni moglo storiti, ker se pač ni šlo tako. Toda namerno prelaganje materinstva na pozna 30. ali 40. leta, še posebej z zamrzovanjem jajčec, IVF in nadomestnim materinstvom, je res sebično in neodgovorno iz vseh spodaj naštetih razlogov. In če to ni naša stvar, potem ne bi smela objavljati zamrzovanje jajčec na družbenih omrežjih in spodbujati žensk, naj sledijo podobni poti. Ne vem, če bi lahko to povedala bolje. Ona je res dobra v tem, kar govori. AOC, to je od Laura Loomer. AOC je zaročena s svojim moškim že 4 leta. Če bi jo hotel oploditi, bi jo lahko že do zdaj. Nekdo bi ji moral to povedati. In mimogrede, ste že kdaj videli, kako izgleda mož AOC? Mislim, seveda, ob vsem tem, kako napada bele moške, si je izbrala belega moškega, ki ga v resnici sploh ne zanima, da bi dal otroke. Srce parajoče, žalostno, patetično, smešno. In da to poveličuje, še posebej kot nekakšen vznemirljiv korak proti napovedi predsedniške kandidature, šokantno.